Pozdravljeni! Vstopili smo v teden pisanja z roko, ki letos poteka od 18. do 22. januarja. Rada bi vam povedala par stvari, zakaj je pisanje z roko koristno. Verjetno je vsem jasno, da danes pišemo bolj ali manj na računalnik. Pravzaprav na računalniku delamo vse, ne samo pišemo. Še ta predstavitev in video posnetek sta narejena na računalniku. Pišemo pa tudi z našimi pametnimi telefoni, torej pišemo SMS-e, sporočila preko Instagrama, Facebook Messengerja in tako dalje. Pravzaprav zelo veliko tipkamo. To sicer je pisanje, ni pa pisanje z roko. Če želimo koga kaj vprašati ali mu kaj povedati oziroma sporočiti, ne napišemo več pisma, ki bi ga dali v ovojnico, gor nalepili znamko in ga poslali preko pošte, kot so to počeli nekoč, ampak enostavno vzamemo telefon in napišemo SMS ali pa gremo na računalnik in napišemo e-pošto. Res me zanima, ali še kdo od vas piše razglednice, ko gre na morje. Če ja, sem res zelo vesela, če pa ne, vas izzivam, da naslednjič, ko greste na morje ali kam drugam, svojemu prijatelju, sorodniku ali komurkoli želite, napišete in pošljete razglednico. Saj lahko napišemo SMS, ampak občutek ni isti. Precej lepše je, ko dejansko prejmeš tisto ta pravo razglednico. Pošiljanje e-pošte je v bistvu zelo neosebno, ker lahko z enim klikom pošlješ sporočilo ogromno prejemnikom. Bolj spoštljivo, če lahko tako rečemo, je, da določena osebna sporočila, kot so, čestitke, zahvale, sožalje in tako dalje, pišemo z roko. In zakaj ne pišemo več toliko z roko? Vsi imamo pisalo, vsi imamo papir. Zakaj torej pišemo na računalnik ali na telefon? Res je, da napisati eno stran z roko predstavlja pravi fizični napor. Po domače rečeno se zmatramo, kar veste tudi sami. Če učitelji veliko narekujemo, učenci ponavadi rečete, da je dovolj, ker vas boli roka. In če pišemo z roko, porabimo tudi več časa. Hitreje je torej na računalnik ali na telefon. Ampak ne smemo pozabiti, da je pisanje z roko zelo koristno za nas. Zaradi računalnikov in telefonov, skratka zaradi tehnologije, so se zmanjšale naše motorične oziroma gibalne spretnosti, ki jih razvijamo s pisanjem z roko. Če s pisanjem prenehamo, so naše kretnje nerodne in toge. Zapomnite si, da naši možgani bolje delujejo pri pisanju z roko, kot pri pisanju na računalnik ali na telefon. Kar napišemo z roko, več časa ostane v našem spominu. To si zapomnite tudi za učenje. Nekateri že veste, da če si delate zapiske, ko se učite, potem tudi več znate. Je pa res, da to vzame veliko več časa in pridete v bistvu hitreje skozi, če snov samo preberete, ampak si potem manj zapomnite. Pomembno pa je tudi to, da pišemo s pisanimi črkami, saj to pomaga, da sta leva in desna polovica možganov usklajeni. Saj veste, da so možgani razdeljeni na levo in desno polovico, ne? Vsaka je za nekaj zadolžena in obe sta enako pomembni. Desna polovica je zadolžena bolj za negovorni način sporazumevanja in izražanja, torej sem spadajo umetnost, glasbeni vtisi, občutki, recimo ljubezen, veselje, žalost, potem lepota, torej kaj je nam lepo, o tem odloča desna polovica možganov. Leva je bolj za logiko, neka zaporedja, jezik, torej pisanje, branje, govorjenje in tako dalje. In še ena zanimivost, leva polovica možganov nadzoruje delovanje desne polovice telesa, desna polovica možganov pa leve polovice telesa. Pri vsakem človeku pa ena polovica možganov izstopa. Pri umetnikih torej desna polovica, pri kakšnih znanstvenikih, matematikih pa leva. No, kaj se vam zdi, katera polovica izstopa pri učiteljih slovenščine? Ja, jaz mislim, da ste pravilno ugotovili, torej leva, ki je zadolžena za jezik, ampak tudi desna, ki pa je zadolžena za književnost, torej umetnost. Za zaključek pa še nekaj zanimivosti o pisavi. Grafologi
človekov značaj proučujejo s pomočjo njegove pisave. Pogledajo torej njegovo pisavo in ugotovijo, kakšen je njegov značaj. Včasih zadenejo, včasih ne, ampak pravijo, da je možno spoznati človeka samo preko njegove pisave. Mimogrede, kdo so grafologi, ne? Torej tisti, ki preučujejo pisavo, ker grafologiji rečemo tudi pisavoslovje. To pomeni pač preučevanje pisave. Potem naslednje dejstvo. Lastnoročno izpisana ime in priimek, torej podpis, v naši družbi veljata za eno od najzanesljivejših identifikacijskih sredstev. Ampak sem prepričana, da to že veste. In še tretje dejstvo, pisava je odvisna od našega razpoloženja. Tega pa verjetno niste vedeli, ne? Naša pisava se sicer ne spreminja preveč, ko pač enkrat razvijamo svojo, ampak se malček spremeni, ko smo recimo pod hudim stresom. Tako, upam, da ste izvedeli kaj novega in se slišimo.